izgledati roba, ki se pripravi za nošenje iz baznega tabora v tabor 1. Ne sme tehtati več kot 16 kg, kajti na razpolago imaš še samo 15. Da pa v tej robi mora biti vse. Za obleči, za jesti, za piti, za kuhati, za obuvati, štrik za privezati. To pa je najpomembnejši element, je pa to. Srat papir. Brez tega ne gre nikoli. Drugače pa, vse veste, in vse to skupaj se pol zloži tu noter. Vse v to vrečo se zloži, se pravi, vrečo odpremo in lepo raztegnemo. Malo si jo prilagodimo, da lažje stoji, ker prazna vreča ne stoji po konci, pravijo. Tako da, in začnemo zalagati po dnu. Se pravi, vedno damo na tla neke stvari, ki bodo omogočale stabilnost. Se pravi, oblačila. Kape, recimo. Pa, to so spodne nogavice, spodne hlače, spodne kape, to so kolarteki, potem gremo gore-tek hlače in jakna. Vidite, izjemnega pomena je, da imate specificirano, kaj je v posamezni vrečici. Dobro je, da so oblačila zaščitena z plastično vrečko, nepremočljivo, poudarek na nepremočljivo. No, sedaj nadaljujemo. Termoperilo, 1,2 kg. Flis in soft shell. Prav tako. Vse skupaj lepo zalagamo. Medtem ko to zalagamo, damo vmes stvari, ki so lomljive. Naprimer, kuhalnik. Na to vzamemo izjemnega pomena so nogavice. Vidite, koliko nogavice vagajo? Ovce, zato so pa ovce težke. No, po nogavicah začnemo dodajati počasi posamezne druge elemente, naprimer plezalni pas. Za plezalni pas je zelo priporočljivo, da je spet z gumico. To je navadna guma od traktorja, od kolesa, se pravi od zračnice. Od bicikla. Od bicikla, tako je. To dodamo posodo, malo vse skupaj popravimo. No, že izgleda bistveno manj. No tako, ko je vreča zložena, jo še moramo samo kaj zapreti. Jo zapremo in potem jo predamo nosaču. Seveda za nošnjo plačamo, ne? Normalno, kdo bo pa nosil zastonj? Normalno. Ali pa, če pa ne maramo nosača, pa lahko nesemo sami. Ali pa, če se kakemu dobrega naredimo, ali pa se vete, ga obrnemo.